Ker gre za dobrodelnost, ne bomo izgubljali čisto nič časa, ampak bomo sedaj povabili nov vipovski par. Na vroči stol prihajata Sebastian in Tilen Lotrič. Imamo to. Glasbena družba. Glasbeno-plesna, plesno-glasbena, vse. Plesno-glasbena, glasbeno-plesna. Kaj pa glasbeno-plesna, plesno-glasbena družba počne, ko ne počne glasbe? Ta polovica potuje. To se spomnim od zadnjič, namreč bil si že pri nas, pri VIP Tako, oddajah. zelo lepa izkušnja. Tako, zbirali smo takrat za COVID sredstva dobrodelno. To je bilo, mislim, da že kar leto pa pol nazaj. Ja, Kako si se imel takrat? Super je bilo. Pa nekaj novega sem se naučil. Zelo sem bil vesel, da sem mimo pihnil pri vprašanju, ki ga večina ni vedela. Ne? Katero vprašanje je to bilo? Spomni nas. Kje je bolnišnica Franja? Dolenjinova, ki je za vse tiste, ki ne vedo še danes. Tako da, ja, ampak zelo lepa izkušnja. Tu danes jemljem to kot... Danes se s Tilom sta se prvi spoznala. Tako, v končno. bistvu neka izkušnja, da se družimo in nabiramo lepe spomine. Ok, Tilen, študent opernega petja na Akademiji za glasbo. Sam prihajam iz glasbenih vod, pa bom zdaj vprašal, najljubši skladatelj, najljubša arija. Arija ne moram reči, ker je moja najljubša, ker se to spreminja iz tedna v teden. Pa trenutno najljubša. Trenutna arija mi je pa najljubša Omjo babino Karo. Aha. Ja, sicer ne za mene, za moj glas, ampak... Kaj pa za sopran. tvoj glas? Za moj glas pa mogoče kaj iz opere Candide. A nič Mozartovga? Nimam glih barve za Mozarta. Ne. Ne, Previsoko, prednizko? previsoko. Ja. V času višji pelka danes, ne? Ja, res je, res je. Nocoj sta v VIP milijonarju, nocoj igramo za Ukrajino. Spremljate kaj situacijo? Malenkost je treba. Glavne stvari, jaz pa preveč pa priznam, da preveč ne upam, ker se skušam na pozitivni strani življenja zadrževati, ne? Ampak te tekoče stvari, te glavne stvari, to pa ja. Človeka dnevne poročila in novica hitro potegnejo v negativo in v vode, v kakršnih si. Res je, in v nek pesimizem in Ja. ne, čeprav mi kot glasbeniki delamo glih na tem, da širimo veselje in neko dobro. Kontrautež, ne. Glih kontrautež in potem po mojem, če bi se zatekali vsem novicam, bi lahko začeli delati kakšno drugačno zvrst glasbe. Opere so ponovadi tragične, se konča tragično, ne? Odvisno, ja. Iz veselo igre hitro v tragedijo. Ja, tako. Sta v milijonarju, igramo za veliko nagrado 100 000 evrov, ki bo šla v dobrodelne namene, če seveda pridete do nje. 4 zasilni izhodi, glas ljudstva, polovička, klic v sili in pa mnenje voditelja, 3 lahko uporabite. Štartamo. Dajmo. Let's go. Sebastian in Tilen in milijonar. Pazljivo, preudarno, prvo vprašanje vredno 100 evrov, vso srečo. Hvala. Kako imenujemo nekoga, ki rad bere? Neandertalska glista. Slabovidni hrošč. Origami sraka. Kdo si to zmišljuje? Knjižni mol. Tu so si kar edina, ne? Ja, tukaj se sva začutila, da bi znala tole odgovoriti pravilno. No. Zadnji odgovor? Ja, nikoli ni zadnji odgovor, bomo tako rekli, da se zaščitimo za naprej, ne? Tako, ja. Drugače Zelo pa, pravno. ja, bomo kar kaj rekla, knjižni mol, ne? Tako, da... Knjižni mol je pravilen odgovor, 100 evrov za enkrat. Ne prehitro. Počasi, drugo vprašanje za 150. Kako se imenuje enostavna računalniška arkadna sestavljanka? Sva že tam. Matrix. Pac-Man. Delta Block. Tetris. Tišina je bila, okej. Jaz se bolj nagibam tlele nekam. Ja, no seveda ne. Ja. Arkadna sestavljanka, po moje, to Tetris, ne, verjetno. Sklepam. Upam, da. Sta igrala kdaj Tetris? Ja, seveda. Ja. Bloki padajo in jih potem treba... Ok, Pac-Man je kaj? Tako. To je unako. Tisto, ko je, tako... Je to sestavljanka?
nikakor. Tako da jaz... Delta blok, Sploh ne vem, kaj bi to lahko bilo. Matrix, Matrix tudi ne, po moje. To da je kar Tetris, po moje. Kar... D. D. Zadnji odgovor D. Da? Bi kar rekla, ja. Tetris. Ja, je pravilen. Delaj tega, Jure. Malce dražim, tako pri začetku so. Tretje vprašanje za 200. Katera država je zmagala na Euroviziji 2021? Ojoj, to je lansko leto. Italija, Ja, super. Nizozemska, Portugalska, Švedska. Ja, super. Je to Dobro. to, ja. Sicer mene je Eurovizija čisto zgubila v zadnjih 10 letih, ne. Kot otrok sem jo spremljal religiozno, pisal, katera država je kateri državi dala Ja, na listi, in potem, da smo spremljali, ja. Ti so Sem delal prav. podobno. Zdaj je to, hvala Bogu, izvenelo, ampak ja, mislim, da je kar lani, ne, Maneskin. Tako. Italy. Boste zapela? Jaz ne znam italijansko. Veš kaj, največja fora je, Vse sem rjovenje. največja fora je, da ta največji hit, ki se zdaj vrti po vseh TikTokih in to, sem mislil, da je to bila zmagovalna pesem, pa sem povedal, Ne. Da je ena čisto druga pesem zmagala, pa, Ja, pa da je to v kasneje. bistvu... Ja, Tako, tako. tako da ja. Greva potem z... Odgovor. A? Zadnji odgovor A, Italija. Je pravilen. 200 evrov. No, ful hitro ta vprašanja. Citi e buoni. Zdaj se bo hitro Četrto ustavilo. vprašanje za 250. Kakšen je bil naziv za visokega državnega uradnika v stari Kitajski? Limon, mandarin, banan, Jesus. orang. Kaj po moje bi moglo nekaj v smeri mandarina iti, neverjetno, če je Mandarinščina. in tako naprej. Pa če je ne. stara kitajščina, če to izhaja iz, ne? Tako, na Ja. Kitajski sem že bil, samo tega nam niso povedali. Mogoče nisi poslušal. Sem se ukvarjal, kako je treba čaj pripraviti, Ja, ja. ker to je cela procedura. Ah. Da tu nama po moje Ja. izločene, kaj se... Ker zdaj, če gledava, ne, same te vprašanja oziroma odgovore so zelo dobro postavljeni. Vsi izvirajo iz enega sadja, limona, banana, Tako, tako. pomaranča. Sam, Pa, če pa veva, da mandarinščina neki tam, ne. ja, Mogoče, če to greva. izvira, ne? Ja, Tak nekako. če greva po tej poti. Zdaj je pa vprašanje, a bova riskirala ali bo... In Ker vsem- profitirala ker vsem gled- ali ne bova? Ker vsem gledalcem doma mora povedati, da je eno sedeti doma, drugo pa tukaj, ne? In potem ti gre po glavi 1000 kaj pa čejev. Ja, ja, to je To je popolnoma drugače. a veš, ko moj oče gleda milijonarja in tako, pa kako to ni vedel, kako to ni vedel, sem tako, pridi ti zdaj sem, pa ti odgovarjaj. Ja. Na ta stol. A ne? Da sem jaz zadnjič bil na Leta štejo pri vas na Planet TV, ne? Moja mama prva stvar, ko je povedala, jaz bi bila boljša od tebe. Ja, seveda. Pa sem pa povedal, veš kaj, pri nas v studiu so 7 metrov stran, vi jih imate tak na ekranu. Ja, ja. Pa še ta stol trese, ko je kaj narobe. Tako da, kaj, greva z... Ja, jaz bi Jaz bi riskiral, ne, kaj pa ne drugega. Ne bi še tukaj. Ne gledaj tako in povej odgovor. Zdaj te bo vprašal, ali je to zadnji odgovor, veš, in A ja. potem smo... Ne, nič še ne povedal, ampak to te bo vprašal verjetno. Ja, more. Kakšen je bil naziv za visokega državnega uradnika v stari Kitajski? Limon, mandarin, banan, orang. Jo, Jezus Christ. Moj oče, ki je najbolj razgledan, zagotovo to ve. Samo meni ni logično, kako drugega bi bilo. Kaj bo limone delali na Kitajskem, kaj bo banana Kaj bo delala na banana? Kitajskem, pa kaj bo oranže delali na Kitajskem. Pa ne, kdor ne riskira, ne Čeprav naj profitira. bi res še enkrat vprašal, ne, tu je zdaj neka tehnika, ali pa naj bi zavaja, dejva B, ali kaj. Koliko jih pa lahko za... Nobenega. Koliko jih lahko kaj? Za ne odgovoriva. Ja. Lahko pa vzamete pri igranih 200 in greste. Greva Predstavljaš to? sreča domov. Veš kaj, teh 200 raje sam pol dam zraven, da Tako. če zgubiva, tako da. Tako da greva zdaj Dava B. na B. Zadnji? Ja. Kakšen je bil naziv za visokega državnega uradnika v stari Kitajski? Ja, banan ziher ne. Odgovor je pravilen. 250. Samo veš, to je tisti primer, ne, ko ti gre pol skozi glavo. Samo veš kaj pač mi je. Ja, veš, ko imaš prvo v glavi in pol itak ta muzika tle in... Napetek, a ne, da Ja, ja, tako malo te pritiska. zdraš in si tako, kaj pa če ni... Po še Eto Jure vprašanje? enkrat vpraša, ne? Ja, ja,
Nismo še pri petem. 250 evrov imate trenutno, prihodnjič odgovarjamo za 300 in če bo 300 odgovor pravilen, je vajnih najmanj 300. Se ne more zgoditi, da boste šla praznih rok nazaj. Seveda, če pridete prihodnjič. Seveda, bova si še malo prebrala pratike. Vse za Ukrajino, tako. Predvsem pratike. En lep dober večer želim, drage gledalke, cenjeni gledalci. Dobrodošli v še eni VIP dobrodelni epizodi kviza Milijonar. Že peto oddajo zbiramo sredstva za prizadete v vojni v Ukrajini in tudi danes ne bo drugače. V prejšnji oddaji smo otvorili igro z dvema odličnima glasbenikoma, plesalcema in nasploh cool vipovcema. Na vroči stol se vračata Sebastian in Tilen Lotrič. Gospoda, dobrodošla nazaj. Hvala lepa za dobrodošlico. Sebastian, ti si tukaj zdaj že tretjič. Tretjič, tako. Lahko rečem, ti si stalni gost. Joj, mislim, zagotovo ne zaradi znanja. To je pa še prezgodaj. Moja razgledanost je zelo specifična, zdaj bomo pa videli, kakšno bo vprašanje. To je še prezgodaj za reči. Zdaj sta pri četrtem vprašanju. Povejte, kako sta se pripravljala v času, ki je minil med oddajama? Jaz sem veliko molil. Molil, jaz sem manifestiral. Pošiljal pozitivno energijo v vesolje. Jaz sem pa mislil, da si rekel, da si ga pa spremljal. Na orgijah. Ja, ne. Sebastian, ti si zdaj zelo zaposlen s plesno šolo in projektom Popstars United. Ja, plesna šola septembra odhaja v 20. sezono že jubilejno. Popstars United je pa en projekt, ki je zelo srčen meni in skupinama Bebop in Game Over, ker se 27. maja prvič po 15 letih vračamo na skupni oder v klub Cvetličarna in se tega veselimo kot mali otroci. Ti se, ko daš otroku igračo in se vsi igrajo s tem in zdaj že vsi delamo na tem in se ful veselimo. Glih zadnjič sem rekel, kako je lepo gledati glasbenike in nasploh performerje po tem koronskem času, ko so spet koncerti in to. In ti si tipičen prototip tega veselega človeka. Ja. A je ali ni? Se trudimo. Pozitiven pogled na življenje. No, Tilen, tebe sem pa hotel vprašati, študent opernega petja na Akademiji za glasbo v Ljubljana. Človek bi te povezoval z hoh glasbo, kot se tiče Videza? petja nasploh. Ja. Poslušaš pa tudi balkansko glasbo. Kako gre to skupaj? Veš kaj, študij klasike, no pa sej sam veš, je zelo specifičen, poslušamo zelo specifično glasbo in za odklop pa še nekaj drugega, ne? Tako da prosti čas, ko rečem, da poslušam glasbo, to pomeni potem, da si zavrtim kaj od mojih dol. In kaj je jaz se ne morem pokonektati s to glasbo. Včasih sem si kaj naštimal, pa moram reči, da jo ne razumem, da mi je preveč nepredvidljiva. Meni so besedila zelo močna, no, ne vem, če poslušamo kakšno Marijo Šerifovič, so besedila res močnejša kot slovenska, zato ker je tudi jezik veliko bolj uklonjen temu, da pač se z njim dela, piše kot slovenščina, no, tudi rime se lažje dela, tako da so tudi pomensko skladbe veliko bolj polne, no, mogoče. Se pravi, je jezik bolj povezan, bi rekel, z glasbo kot slovenski, na podoben način, kot je italijanski z glasbo. Tako. O čem pa pojejo? Ja, to so pa vedno iste tematike, življenje, ljubezen. Kafane? Pa tudi kafane, patnja, tuga. Tu se najdeš. Tako. Jaz pa se upam, nekoč tudi bom. Smo pri četrtem vprašanju, oziroma pravilno smo odgovorili na 4 vprašanja in si priigrali 250 evrov za dobrodelne namene. Nadaljujemo s 5 za 300. Če bo pravilen, bo zdaj Sebastian povedal, kaj se potem zgodi? Če bo pravilen odgovor, potem bova si zagotovila 300 evrov, potem pa držala pesti za potenciranje. Če ga bosta biksala v prihodnje, nižje od 300 ne morete. Garant. Tako. Je to dober deal za začetek igre? Je, malo mirnejša že bova, ko prijeva do 300, ne? Odlično. Zasilni izhodi so tu
vsi. Jaz vam želim veliko sreče, za dobrodelnost gre in mislim, da s skupnimi močmi bomo daleč prišli. Smo? Smo? Pa dajmo. Seba Tilen, milijonar, štart. Jaz sem ti rekel kar Seba, ker sem hotel biti kul, a ti lahko rečem Seba. Lahko, večino mi rečejo sebi. Ja, en mali predstavljalec je prišel, enkrat Mihec pa je prišel sebi in to se je takrat prijelo in zdaj vsi govorijo sebi. Se pravi, Karkoli, sebi karkoli. in ne gospod Sebastian. Peto vprašanje za 300. Kam se moramo odpraviti, če želimo občudovati Ilijev kozolec? V domač kraj avtorja Martina Krpana, na območje, kjer je tudi Najevska lipa, v Logarsko dolino, v rojstni kraj Vlada Kreslina. Čutim na urinu prvo pomoč. Ja, okej. Jaz iskreno ne vem, kaj pomeni Ilijev kozolec. Ti ne veš, ne vem. ne se pa tudi sveti ne. Okej, pa sva na istem, Tema? Seba in Tilke sta v težavi. Mislim, da Logar... A ti si pa Tilke. Sicer glede na to, ne, da gre za kozolec, Ne bova to mogla iti na... ja, res Se je, tle bova približa najdla 100%. pomoč, ampak jaz bi šel s kakšno dolino, kozolci, ne, ampak greva mogoče Šel več. za Logarsko dolino, ker sem bil v Logarski, pa se ne spomnim nobenega kozolca. Ni tam kozolcev? Ne vem, mislim, da ne. Dajva iti na kaj bi šla, eno pomoč si malo poiskati. Sebi in Tilke iščeta kozolce, dobrodošli. 50-50 nam ne pa pomagalo kaj veliko, ne? Ne, jaz mislim, da ne. Voditeljevo mnenje si bil prihranila za kaj drugega, verjetno, ne? To je odlična ideja. Mogoče. Ker mogoče tudi voditelj tega ne ve zdaj, ne? In... Kako da ne? Da ne! Kaj nam še ostane? Voditelja bo imela za literaturo, pa nekaj takega. To pa imava zdaj torej telefonski klic ali glas ljudstva. Zdaj vsi imajo maske, veš, zdaj ne moreš niti malo sugerirati nič, ne? Tema je, jaz mislim, da... Če jih vprašam, sam, če bi nam lahko pomagali, pa se pol odločva, ali bi telefon, to ne gre. Žal, Žal ne. Veš kaj mogoče, mislim, naša publika je kar v zanesljiv. večini primerov. Ja? Ker jaz bi mogoče res počakal za ta telefonski klic, če bo res kaj še bolj zlepo. Riskantnega, ne? Riskantnega. Ja. Ampak si naj pa zdaj pomiril. Ja, res, hvala. Pa dajva, ne? Vprašati publiko? Glas Glas publike. ljudstva, publika, prosim, pomagajte. Kam se moramo odpraviti, če želimo občudovati Ilijev kozolec? A. V domači kraj avtorja Martina Krpana, B. Na območje, kjer je tudi Najevska lipa, C. V Logarsko dolino ali D. V rojstni kraj Vlada Kreslina. Glasujte zdaj. Pa še do 300 nisva, ne? Ja. Publika je za domač kraj avtorja Martina Krpana. Z 52%. Mislim, da hvala Bogu je vsaj, ne? Ja. Očitna razlika, tako da Tako. nimava kaj za razmišljati. Publika najlepša hvala. Ne se še zahvaljevati? Čakaj. Ja, no, za sodelovanje, kaj? Tako kot mi dva sam sodelujeva, kaj pa bo, pa bomo videli. Tako da. Pa smo se gledali, Upoštevamo? polovica jih ve, polovica ne, teda dava kar reči. Ja. Da. A. Odgovor. Zadnji odgovor. Ja. Pač vane, sej. Domač kraj avtorja Martina Krpana, zadnji odgovor. Naša publika se redko kdaj zmoti, ampak danes pa se tudi ni odgovor. 300 evrov. Hvala. Zdaj pa hvala. Tudi Levstikov kozolec. V bistvu smo porušila polovico. Polovica na dve bi morala vedeti, ne, očitno. Ja. 52%. Bomo kaj drugega. Ja. Se ne potepata po teh krajih. Jaz, iskreno povedano, Slovenijo sem si prihranil za popotovalne izlete na malo starejša leta, ko bodo vsi že stare, pa sklepi boleli. Pa ti? Ja. Jaz pa tudi grem na potovanje rajši kam drugam. Tako da priznam, da tole, no. Res. Sanska lokacija, kjer si nazadnje bil.
Sanska lokacija mi je Istanbul. Okay. Hrana, energija, Temperament. kultura, temperament. Ja. Pa Sebastian, vem, da ti si pa že res obšel cel svet, vse eksotične lokacije, ker se spominjam, ko si bil na zadnje tu, pa ne mislim s tem prejšnjo oddajo, ampak na zadnje v smislu prejšnje VIP oddaje, da si rekel, in v tem sva si zelo različna, da uživaš v samem potovanju. Tako. Ne samo, ko prideš nekam, Tako. ampak da tudi uživa v poti na letališču. Ja, Ni bilo jasno, kako je to to je možno. dogodek. Se je to spremenilo? Ne, še vedno je isto. Ravno sem pred nekaj tedni vrnil iz Omana in sem raziskoval njihovo kulturo, njihove te beduine in je bilo fantazija. Ja, mene vleče ta predvsem topel svet, ne, da so tak 25 stopinj in više. Sploh, da si malo ubijem našo zimo, tako da, ja. Tako je. Istanbul, Oman, pa ne vemo, kje je kozavc pri nas. Ja. Zdaj vemo. Dva zasilna izhoda sta še tu, izbiramo med polovičko, klic v sili in pa mnenjem voditelja. Šesto vprašanje za 400. Kdaj je Olimpija osvojila zadnjega od svojih 6 naslovov košarkarskega prvaka Jugoslavije? Leta 1950, leta 1960, leta 1970, leta 1980. Ta smeh je bil, to je pa otročje lahko vprašanje, zakaj ni bilo že prej? To je bilo cinično mišljeno. Ja. Ker smo se pogovarjala, pred oddajo smo se pogovarjala, gledaj, samo da ni kakšne olimpijske igre ali pa karkoli s košarko, nogometom in tak naprej. Glasbeniki smo na drugih tirih. Tako da, Zadnjega. tu mislim, da tudi, kolikor poznam najnega voditelja, ni domač v športnih logih, ne? Tudi glasbenik nima pojma o športu. Tako da, kaj dosti. Da je Olimpija osvojila zadnjega od svojih 6 naslovov košarkarskega prvaka Jugoslavije. Ja, zadnjega, verjetno ne 1950. Ja, verjetno pol. 1980, ne? Mi smo se razleteli potem, ja. Zadnjega od svojih 6 naslovov košarkarskega prvaka Jugoslavije. Pa če jih je bilo 6, ne? Ja, Pa pol. verjetno niso začeli Leta 50-ih. A pa so. 30, pa pol. Zanimiva logika, moram reči. Ja. Bi bilo pa veliko lažje, če bi pisalo 1990 ali pa 2000. Ne. Ja, to res, ja. Mislim, Olimpij. Kaj so bili oni? Crvena zvezda bil nogomet, košarka. Joj, ne sprašuj to! Zdaj se doma križajo, ko ne Ja, poslušajo. res. Moj oče se obrača na kavču. Ja. Dokaj se na kavču je vse okej. Ja. Čakaj. Črni humor. Pomorja. Ne, damo se. Glej, ja, Jaz bi šel po logiki, ne, če je zadnji. jaz bi šel po, ja, ali Ampak 1970 zdaj- ali 80. ali pa 80, ja, Če damo ampak- polovico, nam bomo se gotovo dopustili, ne? Ja. Polovička To pa res, kar če damo pomaga, polovička, ja. to moram reči. Polovička pomaga. Ja, polovička bi rekel, da je redko kdaj komu. Lahko zbereva, katera naj izločijo. Polovička pomaga, torej, Sploh v tem primeru, ne, ker ima res na vsaki strani. tako. 50, 60, 70, 80. Jugoslavija je šla Jugoslavija je šla v 90-ih. In če zadnji od 6 naslovov košarkarskega prvaka, je Jaz to bi dal- v bistvu, kaj, 10, 12, 11 let, ne? Ja, jaz bi dal. Konkretno prej, ne? Ja. Kar pomeni, Sam, če so jih usvojili že res 6, ne? in to je zadnji, In to je bil zadnji. Če je Jugoslavija je najbolj šla- logično, ne? Jaz bolj, ja, ampak 19, samo ne moramo jih zariskirati. Tar bi jaz eno dal 50, pa molo Boga, da 70 ko izločijo, pa Ja. pustijo 50. Polovička? Mislim, da ja, ne? Da me ne boš bolj tepo. Tako da povej, moramo slišati jasen ja. jasen ja. Daj pa potem ja, sicer ima še kar veliko vprašanj. In, Slovesno sprašujem, ali vzameš to polovičko za slovesno pomoč? Da, prosim, računalnik za polovičko. Ojoj. 50 ali 70. Dobro. Damn. Zanimivo. Mislim, 50 po manj. Ja, ja. Jaz bi dal 70. Pa deva 70.
strsala potem Moj čisto oče. Ja. Tvoj oče bi zdaj to Moj vedel. oče bo zdaj rekel, pa dobro, kak nisi tega. Ja, ja. Jaz bi šel roko na srce, ker je zadnjo čestno slovo bi dal 1970. Ja. Jaz sem bila prej 80, ne? Ja, ne pač 10 let prej, ajde. Ja. C. Jasen ja? Jasen ja, Zadnji odgovor. pa da vidimo, koliko je športnikov najo. Ok, leta 1970. Nula. Prvega so osvojili leta 1957. Odgovor je pravilen, 400 evrov. Jej! Zdaj upava, da sva športne za nekaj časa oddelala, ne? Ja. Jaz mislim, da je bil to tak poetičen primer lepo porabljenega zasilnega izhoda. Ja. Ker če ga ne bi, koliko je manjkalo, ker sem te videl, tako te je srbel, Jaz bi zagotovo, ker sem pač totalni laik za košarko, Ja. bi zagotovo rekel D. Tako še dobro, da je bila polovička. Ja. Obrestoval se je. Ja. Sedmo vprašanje za 500 evrov. V katerem mesecu se je odvijala nadaljevanka Severna obzorja? To sem pa gledal. Sicily, Vancouver, Fleischmann, Minifield. To sem pa gledal kot otrok. Okay. To pa je bila moja to in tisti nočni ptičar, kako se je imenovalo. Bila je neka, kaj že bilo v soboto zvečer. Hvala Bogu, da je to klet med nama, ker Ne poudarja zdaj tega preveč, prosim. nekaj let, mesecev Nekaj, teh, tako. Severna obzorja. Ja. Sicily je bil. ker jaz sem Ja. gledal Trnja v Robidove, ko sem bil mali. Jaz pa si od takrat, Severna obzorja so se dogajala, to je bila serija, ki se je dogajala na Aljaski in od takrat sanjam o potovanju na Aljasko, kar je bilo to. Pa zdaj ideja, če nam Ja. uspe tole vprašanje. To je, mislim, da naslednja zdaj destinacija. sam Bog dal to na pot, ker je... Ja, To je bilo zdaj tako smešno, da bi rekel, to sem pa gledal, največji fan, sam se ne spomnim. sam ne vem pa zdaj kje. Jaz sem zdaj razmišljal, da sem že dvakrat omenil Boga, pa sem najbolj neveren človek na svetu. Ampak ne, to sem pa, če mi zaupaš, to sem pa... Seveda, popolnoma zaupam. Zadnji odgovor? Si že rekel odgovor? Vancouver, Minfield, ja, ne. Aha. Ja, ne, sigurno ne. Sicily je. Ja, zadnji govor. A zadnji odgovor, v katerem mesecu se je odvila nadaljevanka Severna obzorja. Ja, če je tak fan na Aljaski, seveda odgovor je pravilen. 500 evrov. To je bila genialna nadaljevanka. Tako, prvo res fan te serije. Prav fan, res. Prav spomnim se nekaterih prizorov, kot da bi se zgodili prejšnji mesec. In to je bila religiozno spremljena ta nadaljevanka, ja. Odlično. Ti pa fan katere nadaljevanke? Trenutno sem fan Big Bang Theoryja. Aha, Ja. sitcom, Yes. ki se dogaja verjetno ne na Aljaski. Ne, v bolj toplih krajih. Odlično, samo tako naprej. En zasilni izhod je še, klic v sili ali pa mnenje voditelja. Ja, to Recimo samo klic v enega, sili, samo ok? enega, aha. Osmo vprašanje za 750. Katerega leta je bila ustanovljena Narodna galerija Slovenije? 1918, 1938, 1947, 1958. Okay. Ne, Ni bila. Ne. Ni bilo ustanovljene. Joj, zdaj bi se kar tolku po z enimi koprivami po hrbtu, ker moja kolegica dela v Narodni galeriji in Te bo ona, brez skrbi. mi je že nič kolikrat rekla, a priješ na razstavo, da ti malo razložim, pa vedno pravim, nimam časa ali pa nekaj, no, evo, Zmeniva se tako, jaz sem bil prej zadolžen za Severno obzorje, ti pa zdaj prosim, prevzami slavnostno štafeto. To ne pomeni, da vem odgovor, ker ga res ne. Ampak, Ja. ja. Da se jaz operem krivde. Ne, hecam se. Narodna Ne. galerija Slovenije. Ne, jaz sem z letnicami zelo skregan, vedno Ja. bil, že v srednji šoli in osnovni šoli, tako da niti slučajno se mi nasanja, katera letnica bi to lahko bila. Tako da, jaz mislim, tebi tudi verjetno ne, če sklepam. Zdaj težko je biti pameten, zdaj, če grem sam iz enega čist drugega vidika po arhitekturi, ki je zelo podobna zgradba in operi, in naši univerzi, in tem. Sam ne morem pa reči, da je... kam se nagibamo vsaj, da približno?
K ničemur. Ničemur. Od 1900 naprej, a ne? Ja, 1958, verjetno potem takem ne, ali... Ne, jaz meni... Ne. Sam. Imamo tole kolegico na drugi strani telefona mogoče. V bistvu, veš kaj je v bistvu? Če zdaj tako preanaliziram, ne? Ja. Prej, ko smo rekla, da se nama ne sanja, je Jure rekel ne. Presenečeno je odreagiral, zakaj ne veva, Kako ne? tega ne veste? Tako. Ker te letnice niso Bi glih. rekel, zato, ker sva premlada, ampak je on mlajši od mene. Tako. Zdaj nekaj rekel, pa ne vem, nisem te Ne, slišal. pravim, te letnice niso glih takole skupaj, ne, so le nekako. Precej narazen, ne? Ja, nek razmak je med njimi, časa, ne. ja. Sej, ja. Ni tisto takem podlo. Potem takem 1918, ne, verjetno, ali kaj? Pa meni se to zdi kar dolg nazaj, no, iskreno. Se stavba kot stavba, ne? Potem pa kaj pa prišlo noter? A je ustanovljen? Okej. Ustanovljen, okej, drugo. Ja. Veš kaj, jaz bi se zanesel na moj Klic v sili, ja. klic v sili, ne? Ja. Ker prej je tako presenečeno odreagiral Ja. in mislim, da Pa bi da se on zdaj jaz znal tle to... probam izmazati kao vedeti. iz tega vprašanja. Te čaka naslednje, ne skrbi. Klice v sili, če bo šlo. Joj. Jaz mislim, ker se me sploh ne stanja, da nimamo kaj za kolebati, v bistvu, ne? Sej to, ne, pa tudi jaz... Ne, to ni šans, da, ne vem, no, dvomam. Ne, bolj sem videl, ne zgrajena, ampak ustanovljena, tako da ja, to je drugače. Ne, jaz mislim, da bi se mogla zanesti na klic Na v višjo sili. silo. Koga kličemo? Kličemo... Klicali bi na drugo stran te pogovorne mize. Ja, Smo ziher? v režijo. Ker jaz sem bil malo sarkastičen prej, ker sem rekel ne. Aha. Pa jaz bi se kar zanesel na svoj notranji čut, ne vem pa, kak je Tilen. Ja, jaz iskreno ne vem, pač tako da... Veš kaj, če zdaj gledam spet nazaj, v oddaji pač leta štev, ne? Sem eno gospo, malenkost par preveč leti dal in je bilo tisto... In je Nuška to ženska kot ženska tako je opazila. Podobno je zdaj tukaj, taki flash mi je zdaj prišel. Tada, dragi Jure, mislim, da boš kar na tapeti pri tem vprašanju, kar se mene tiče. Mnenje voditelja je sledeče. Jaz mislim, da je 1918. Ampak, če me pa logika, me pa ne sprašovati, ampak rekel bi, da jaz bi rekel še prej. Zato pa bi izbral 1918 in ne kasneje. Okay. In to je moj zadnji odgovor. To je bil tudi moja intuicija, tako. Tada jaz bi se tudi temu... Vama prepustim. Zadnji odgovor A, 1918. Ja. Katerega leta je bila ustanovljena Narodna galerija Slovenije? Ko vprašate za pomoč voditelja, vedno, ko date zadnji odgovor, se mi pokaže tudi pravilen. Ko pa vprašate za pomoč voditelja in ko potrdite zadnji odgovor, se mi pa ne pokaže pravilen odgovor in v tem trenutku ne vem še pravilnega odgovora, pa bom prosil računalnik, da ne mi pokaže. Drama. Odgovor je pravilen. 750. Hvala lepa. Ja, malo smo ugibali, ne? Malo se opotekava midva pri tej poti do najnih 100 000 evrov. Ja. Pa tudi Šparovna niste nič z zasilnimi izhodi, ki so pošli. Ja, zdaj smo že konc. Kar pomeni, ja. Ker, mislim, z izhodi. Ja. Z izhodi. Zasilnimi Zdaj se pa izhodi. igra začne. Deveto Povedla vprašanje naenkrat Zdaj vse, ne? pa- je vredno 1000 evrov in tu je samo še znanje. Tako. Poglejmo si ga. Približno koliko prebivalcev bi imeli v Sloveniji, če bi bila cela poseljena tako gosto kot mesto Piran? 49 milijonov. 69 milijonov. 89 milijonov. 109 milijonov. Kalkulator imamo? Jaz imam telefon v žepu. Ja. En Gorenc, en Štajer. Če bi bila Primorca, bi sigurno vedela, Ja. kakšna je gostota. Zdaj, Piran. Je tam veliko ljudi ali malo? Velik?
Tam jih je veliko, ne? Ampak to so vse milijoni, da 109 milijonov. Gre za gostoto poseljenosti. Tako, to je ogromno, mislim, da bi šlo na... Če bi res cela višjo Slovenija bila poseljena, to kar To je ful skupaj, Piran, cela to je res Slovenija. skupaj. Ja. Ker za nas je 2 milijona, ja. to mora biti 89 pa 109, po moje, ne? Po moje logiki. Koliko ima pa prebivalcev Piran, pa... Pa sam Bog ve. Ja, veš kaj? Zagonetno vprašanje. 109 je res kar Ukrajina kar malo velika. smili zdaj, še bolj kot se mi že sicer. No, seveda, če ne želite tvegati, ne rabite odgovarjati, vzamete 750 in rečete, ne greva se več. Tako. Kar Lahko je pa tvegava in zgubita. Izgubita. Ja. Veš kaj, če bi šlo za mene, bi jaz sigurno tvegal, ker bi si mislil, vse to, ja, itak. ko pa gre za dobrodelne namene, pa si bi... Mesto Piran je gosto poseljeno, prebivalcev nimam približnega pojma, koliko ima, ampak je pa res mala pikica na celotnem slovenskem Ja. ozemlju. Kar pomeni, da če imamo 2 milijona, to je torej 2 milijona, 10, 20, 30, 40, 50. Kar na veliko. 50 krat, Krat toliko. 50 se pravi, krat, ali pa, Ja, dva od največjih C ali D nekje. ja, ampak da, ja, sam da, zdaj, ali pa ne, mislim, ali pa, veš kaj, če puščamo, vse puščamo pri vprašanju, ki ga tako nihče ne ve. ja, saj to, to je res, to pa res, to pa res, da že ne bi puščala po vprašanju, ki je, ne vem, kdaj se rodil Prešeren. Ja. No, to je drugo. No, dobro, to je To ne drugo. ve, ne. Ne? Okej. Kako se boste odločila, tvegate ali vzamete preigranih 750? Da odgovora že dolgo ni bilo. Sam pa vem. Ja, ne vem, če to tako gre sicer. Ja, ne vem, če gre tako, ja, ampak to je mene včasih reševalo v gimnaziji. Ja. V to pa že dolgo nisem obkrožil. Ajde. Pa dajmo probati. A? Ja. Jaz mislim, da, če gremo po vrsti, torej, 2 milijona nas je, 10-20 kratnik ali pa 25 kratnik, no, za cel Piran, ne, pa mislim, ne vem, zakaj meni 109 se res zdi velik. se zdi veliko, samo Sam da po ne eni vidi, da strani je Piran res mala saj to, pikica in pa res je, če si predstavljaš celo Slovenijo, res bolj vprašanje je, riskirava ali vzameva. ja, to je večje vprašanje. Kdo riskira, profitira. Ja, sem, ne bova glih veliko profitirala, dobro, vse nekaj je, ne, ampak Očitev je vajna, gre za dobrodelnost. Tak, ja, še prav, lej, čustveno. če riskirava, lahko skočiva gor, ne, če vsem pa če zaserjeva, sva pač na tem. To je isto, kot če... Padete na 300. Padeva, ja. Po drugi strani pa Če pa zdaj rečeva, riziko navzdol je večji kot riziko navzgor, ker Navzgor. najkasneje pri naslednjem vprašanju bova se tako ali tako poslovila. res je, Nujno. res je, Ker iz glasbe nama sigurno ne bodo dali vprašanja. Tako bo pa glavni igralec iz severnih obzorij. To pa je drugo. ampak če pa zdaj recimo rečeva adijo, Je Pa 750 evrov dobrodelne namene. Je kar razlika, ne? ja, se to, ker to pa ni tako slabo. Sploh ne. Absolutno. A pa zveva odgovor? Seveda. Absolutno. Nažalost, ja, in upaj, da ne bo pravi. Ja, ja, okay. Denar pospravimo, rečemo, zdaj se pa zdajmo sprostiti, damo eno musko gor, en pirček odpremo in rečemo, kaj bi rekla. Papir sva ti tako dolžna že za uno vprašanje prej. To res, to nima šanse, da to veš. Ker Saj to je 20 res. milijonov skače vse in to je Ja. čista sreča. Čista sreča. Če bi vlada Primorca pa vedela, koliko ljudi je v Piranu, ajde. Tak pa. Je nič, pol kaj, vzameva 750 in gremo na pivo. Jaz mislim, da bi bilo tako. Zadnji odgovor? Joj, ne še tega rečem. Tako je lušten tle, tako fajn. Lahko še kakšno rečemo. Lahko še kakšno rečemo. Samo morate reči zadnji odgovor, vzameva denar. Rečeva? Mislim, da nimamo. Jaz raje dam preostalih 250 tisočke, kot pa da zgubim Se to. 450. Se strinjam. Tako da. Zadnji odgovor, Zadnji odgovor. iskrene čestitke, 750 evrov Lepo. gre za Karitas. Zdaj pa izdihnite. Tako. Ne čakaj malo, če bo zdaj D, In bom povejte, jezen če sam bi nase. vzibala, bi rekla, kaj?
C ali pa D, ampak če sva prej malo seštevala skupaj, sta bila bolj proti D-ju na gibanje. Ja. Ampak D bi bil vaš odgovor. D bi bil pravilen odgovor. ne! 9 milijonov. Ne. Tem. Zdaj vemo. Ja. Iran ima 5360 prebivalcev krat 20.273 kvadratnih kilometrov, se pravi na kvadratni kilometr. To bi mogla pomnožiti, ampak Zato je treba biti z obale. vseeno gre za nobel stvar, gre za dobrodelnost in to, da sta vzela 750 evrov, Še je zelo... dokazala so vsem, da sva itak tudi to vedela zdaj. Točno. Vedla. Videla in, In gre se lahko mirne duše domov. Ja, tako. Iskrene čestitke, odlično ste Najlepša se hvala. odrezali. Vam želim srečno s projekti, na koncertnih odrih in s vsem, kar pritiče zraven. Hvala za povabilo, enako tudi vam. Se še kdaj vidimo. Hvala. Srečno. Srečno.